zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo, ne vihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! O, Miha, tukaj si, hej. O, živijo. Ja, vidim, bereš knjigi. Ja, na deželi, poglej. Pa res. Ej, Miha, da mi povej, a si ti mogoče, ki je videl tole našo Tjašo? Ja. Kje? Pri konjih je, pri Bobiju in Miši. Jih je šla malo pogledat, nahranit, skrtačit in take stvari. Se pravi, on ni tukaj? Ne, ni je tu. Joj, zdaj sem pa čist zmeden, a veš zakaj? Ker mi je neka nogavica skrila. Moje najljubše. Une, a veš, kaj jih vedno, preden grem spat, jih jaz odvržem pod postlo, ne? Da po zjutri, ko se zbudim, da si jih obujem spet. Charlie, ne vem, če ti jih je skrila, mislim, da ti jih je ona pospravila. Ja, ker jih danes ni bilo pod postlo in zdaj sem čist zmeden, pa popoldne igram šah z veverico Lizom in me bo spet premagala, če nimam teh svojih najljubših nogavic. Se mi zdi, da jih je Tjaša pospravila za tabo, veš? Ja, se ona vedno pospravlja, ampak nikoli jih potem ne najdem, ker ona pospravlja. Bi bil že čas, da tudi ti začneš za seboj pospravljati svoje stvari. Toliko imam drugih obveznosti, pa nimam veliko časa. Tjaša! Mudi sem. Živjo! A tukaj si! Živjo! Tjaša, živjo! Si me ne slišala, ne? Joj, kako sta bila umazana, Bobby in Miša. Ja. Bi vidva vedela. Ja, saj sem polna dlak. Sem res, le tukaj imaš eno. Joj, Ja. a veste, kako sta se crkljala? A to moja Bobby in konička. Miša.
Ja, A res? moja ponija, saj veš, poznaš. Ponija. Čakaj, kaj pa so poniji sploh? Charlie, poni je vrsta konja. A ja, poni je konj. Saj veš, Točno moj dva Bobby pa moja Miša sta taka manjša. Aha. Ponji so manjši, konji so pa večji, ne? A ja, ti imaš. Kje so moje nogavice drugače, a veš? Najljubše, tiste svetleče. Včasih malo ker smrdijo, ampak... Ki si jih imel pod posteljo, Ja, ne? te, ja. Ja, zdaj so že oprane in v predalu, tja, kamor Ja, sodijo. predal pa nisem pogledal. Ja. Ti rekel, Charlie. Charlie, Joj, vedno no. so v istem predalu. Vedno, tam, kjer so nogavice. Ok, ampak drugič mi jih pusti pod posteljo, da si jih bom lažje našel in mubu in tako naprej, a ne? Ja, a kaj si že rekla, kako ima ime? Bobby in Miša. Bobby in Miša. A mogoče, Miha, a ti kaj več veš o... Čakaj, kaj tukaj piše? A več veš ti kaj mogoče o teh ponijih, konjih, ne vem, kaj še nimam tukaj nič napisano? A? Ja, seveda vem, Charlie. A te zanima več o konjih? Ja, seveda. Ja, ne? mene tudi, Ker Miha. to našo Tjašo nikoli pol, ko jo rabim, jo nič ni in je skozi Bobiju pa Miši. Ja, jaz No, imam sedaj vaju bom naučil, da boste vedela še več o konjih. Odlično. Veste, konji spadajo v skupino kopitarjev. V družino konj spadajo pravi konji, osli, polosli in zebre. Konji imajo lepo oblikovano telo z dolgimi nogami, ki so še posebej izrazite pri mladičkih, žrebetih, in dolgo glavo z velikimi očmi in nozdrvmi ter gibljivimi uhlji. Vrat je močan in mišičast. Telo pokriva kratka, rjava dlaka, ki je pozimi daljša in gostejša. Na vratu in na koncu hrbta imajo grivo. Na križu pa imajo konji rep. Konji imajo dobro razvit sluh in von, vid pa malo manj. Koliko kaj let živijo, pa kakšnih barv so vse, recimo, to tudi veš? Odlično vprašanje, Charlie. Poslušaj. Okay. Konji dočakajo starost do nekje 40 let. Osnovni barvi konjev sta rjava lisičja in kostanjeva ter črnja vranja. Lahko pa so tudi večbarvni. Tudi po gobčku in nogah imajo v večini svetla znamenja. Glede na obliko, velikost jih ločimo ogromno. Konji so rastlinojede živali. Hranijo se s travo in raznimi zelni. Udomačene konje pa bo dober lastnik hranil tudi žiti, kot so koruza in ovs. Pozimi pa jih hranimo s senom ali silažo. Konje delimo glede na pasmo oziroma vrsto. Pri nas je najbolj uveljavljena delitev na hladnokrvne in toplokrvne. Tu ni delitev glede na toplo kri, ampak z besedo kri označujemo temperament, živahnost in plemenitost. Hladnokrvni konji imajo močnejšo konstrukcijo telesa. So težje in namenjeni za odpravila težjih del. Toplokrvni konji pa so lažji in se bolj nosijo. Namenjeni so predvsem za jahanje, konjske dirke, vlečenje raznih vpreg in so tudi hitrejši. Čeprav, Miha, veš, mene pa zdaj spet nekaj zanima, ne? Povej. Prej si rekel, da konji pa poniji, da so spadajo poniji med konji, ampak zdaj kam točno te poniji spadajo? V posebno skupino konjev sodijo poniji in mali konji. Vanjo sodijo konji vseh pasem, ki ne presegajo višine v vihru 147,3 cm. Se pravi, da tukaj dol, a ne, da tako ne smejo biti nižji, višji od 147 cm. Ja. Višji, 147,3 Tako. cm. Tako. Konji do 120 cm so poniji. Do 147,3 cm pa so mali konji. Ja, to je Miša. Ja? Naša Miša je mali konj, Okay. Bobby je pa poni. Čekaj, si bom še to zapisal, da ne pozabim. Miša, mali konj, Bobby poni. Še eno delitev, neki krvno spet, pa sem pozabila.
Dokaj znana je še delitev na polnokrvne To. in polkrvne Ja, pa konje. polkrvne. A to pomeni, da ima samo pol krvi? Ne. Med polnokrvne konje štejemo le arabskega in angleškega polnokrvnega konja, ki sta vplivala na kasnejši razvoj skoraj vseh drugih pasem. Vsi ostali konji, ki so nastali s križanjem zgoraj omenjenih pasem z drugimi konji, pa so polkrvni. Toplokrvne pasme konj so hanoveranec, angleški in arabski polnokrvni konj, kasač, lipicanec, apalosa, to so toplokrvne pasme. Toplo. Hladnokrvne pasme pa so slovenski hladnokrvni konj, pa nurik, potem pa imamo še ponije in male konje, sem pa sodijo falabela, šentlandski poni, islandski poni in haflinger. Wow. Zdaj imam pa jaz tukaj polno vsega Ja, napisanega. res. o Zanimiva konjih. Koliko imena, kaj ne? konj? Ja, in bom vse vedel, še prej se moram pa seveda vse naučiti. Ja. Prav, Tjaša, jaz ne vem, če te je mogoče Miha tudi vprašal, ampak mene zanima, kako to, da si se sploh ti odločila imeti konje oziroma ponija. To, ker je tukaj veliko travnikov. In je veliko prostora za živali, saj veš, da so kozice, ja, vem, Liza in ostale. In potem pravijo, da koze in konji zelo super skupaj pašajo. In potem si rekla, Ja. jaz bom pa imela Bobija, pa Mišo. Ja, in zdaj se paseta, se igrata, veš, kako tečeta po travi, Super. jesta, se valjata zelo rada, še posebno, če je kako blato, se zelo rada povaljata. To pa je zato, da takrat te svoje nečistoče oziroma odvečno dlako Spravite dol, tako spravita dol. Potem super, zelo super. rada jesta žito, Aha. pa suh kruh. To je kot bi tebi dala piškot. Wow, to je za konje super, a ne? Ja, Potem, ampak ker a meni veš, kaj piškot- enim dajo pa sladko, ne? Sladkor pa ni dober. Pa Kaj? sladke stvari tudi ne. Črvički pridejo v zobe. Seveda enako kot k nam, ampak mi si lahko umijemo zobe, oni pa ne. Tako da kak seveda. posladek je lahko tudi super jabolko, imata zelo rada. Jabolko, seveda, ja. Tako no, ja. Konj potrebuje veliko prostora. Njegov boks mora imeti dolžino vsaj 1,5 njegove dolžine in širok toliko, da se konj lahko brez težav obrne. Konj pa mora imeti tudi ograjen prostor zunaj hleva, ki ga imenujemo izpust. Najbolje je, da ima vsak dan, predvsem po zimi, prost prehod do njega in nazaj v svoj boks. Po noči pa konja zapremo v boks, ki mora biti svetel in zračen. Če je konj poleti na paši, je to še toliko bolje zanj. Priporočljivo pa je, da ima na pašniku s 3 straneh zaprto stajo proti nalivi in močnimi vetrovi. Konji imajo majhen želodec, zato morajo jesti večkrat na dan pomalo. Prehrana je odvisna tudi od pasme. Haflinger, na primer, poje približno 10 kg sena na dan, 1 kg koruze Wow. in pol kilograma suhega kruha. Odvisno je pa tudi od starosti, aktivnosti konja in naprimer, če je samica breja, to pomeni, da nosi v trebuhu žrebička in takrat potrebuje več hrane. Konja poleti spustimo na pašnik, kjer se pase. Ali mu damo seno. Hranimo jih s suhim kruhom, koncentrati in žiti. Konji morajo imeti ves čas na voljo čisto in ne premrzlo vodo. Joj, jaz komaj čakam, da bosta Miša in Bobi imela žrebička. Že 2 leti čakam, pa še ni. Potem boš imela še dodatnega 3. konjička. Ja. O, superca. A kaj veš, Miha, še več o žrebičkih? Ja, seveda. Samice konj se imenujejo kobile. Nosijo mladičke približno 11 mesecev.
Mladi konji, imenovan žrebe, lahko stojijo in tečejo kmalu po rojstvu. Naj pa vam povem še to, da se večina udomačenih konjev začne navajati na sedlo ali konjski pas med 2. in 4. letom starosti. Ja, navajamo jih na sedlo, ampak pred 4. letom pa ne smemo jahati. Ja. Ker se takrat še razvija njihova hrbtenica, noge, tam do 5. leta, ne? Ja. Ampak zelo pomembna, veste, je pa tudi nega. Nega konj zahteva vsaj 1 uro dnevno po zimi. Wow, 1 uro. Če je pa poleti ves čas na pašniku, se ta čas močno skrči in sicer na 1 uro tedensko. Ja, najbolj pomembna je nega kože in dlake. Priporočljivo je, da konja skrtačimo enkrat na dan. Še posebno spomladi, ko menja dlako. S tem namreč odstranimo odmrle celice, prah, znoj in ostalo umazanijo. Zdrav konj ima svetlečo in gladko dlako. Če je konj na pašniku, ga skrtačimo le 1 do 2 na teden, saj si kožo sam sčisti z drgnjenjem ob drevesa ali valjanjem po travi. Če je konj moker ali znojen, ga pred krtačenjem zdrgnemo s slamo, da se posuši. Ali z brisačo, a ne? Najboljše je slama. Ok, slama. Pomembno je tudi, da ima konj vedno svež in suh nastil. Najboljša je slama, ki pa jo lahko nadomestimo, tako kot si rekla, tudi z žagovino ali listjem. Količina nastilja je odvisna od aktivnosti konja ali na primer, če ima kobila žrebe. Zapomnite si, da je pravilna nega pogoj za dobro zdravje in odpornost konja. Tjaša, bi nam sedaj morda ti povedala kaj več o priboru za čiščenje konja? Ja, jaz vam pa pokazala kar en tak lep posnetek, da si bodo otroci še lažje predstavljali. No, prav? super, jaz sem pripravljen. Ja, pa poglejmo. Wow, a vse to spada zraven. ja. Tega je pa kar veliko. Čeprav sem si vse zapisal, tako da bom sedaj vse vedel, ne moram se samo še naučiti, ker včasih vse pozabim pa pomešam, čeprav nekaj pa ne vem. Povej. Mislim, meni to ni logično, a ne, zakaj ljudje sploh jahajo konja. Mislim, a si kje videl, da je, a ne, zdaj, če človek jaha konja, bi jaz pričakoval, da lahko tudi konj jaha človeka, ne? Ne, Da bi ga na rami nesel. Mislim, a je to okej za konja? Ker meni se To ne zdi gre okej. tako. Jahanje na splošno sodi med najlepše športe. Pa če gre za tekmovanje ali rekreacijo. Okej.
Človek ima namreč stik z živim bitjem, ki ga mora prav tako poznati in se nanj zanesti. Kakor mora poznati napadalec pri nogometu svojega vratarja. Čisto enostavno. Jahanje je lep šport, tudi zato, ker se z njim ukvarjajo večinoma v naravi. No, pa si poglejmo posnetek, kako konja pripravimo na jahanje. Wow, samo res, a veš, kaj sem se zdaj spomnil? Da to je isto, kot ti mene včasih štupo ramo neseš, a ne? Zelo podobno. Ko gre pač nekdo na konja. Ja, samo sedla pa ne rabiš, ne? Za Miha? Ne. Ne. On je tako mehek, da nič sedla ne rabim. Prej si omenil, a ne, da je jahanje šport. Ja, res je, Ja, Tjaša. in kakšen šport je jahanje? Jahanje delimo na več podvrsti. In namreč na dresurno jahanje, preskakovanje ovir, polo, rekreacijsko jahanje, lepotna tekmovanja, rodeo in kasaška tekmovanja. O, vse to. Ha. Pa veliko tega. Ja, rekreacijsko jahanje pa je za lastno sprostitev in hobi. Če konja nimaš doma, lahko jahaš v različnih konjeniških klubih ali v zasebnih rančih. Naj pa omenim, da pri konjih poznamo 3 osnovne hode. Okay. Imamo hojo, kas in galop. Ne razlikujejo se le po hitrosti, ampak tudi po različnem premikanju nog in ritmu. Zdaj imam pa jaz eno idejo. A bi mi pokazali otrokom, ti to veš, kje, a ne? Kako se konji premikajo? Ja. Super, evo, otroci, ste videli, a ne? Vse hoje zdaj veste, tako kočari. Jaz sem si sicer napisal. Ja, ful, ja. Tašne velike živali, močne, pa tako elegantne. Pa tako znajo vse te hoje, kako jih lahko naučimo, Jaz ne? imam včasih problema, veš, že ko hodim po stopnicah, se mi spotakne včasih. Ampak oni imajo pa 4 noge, a veš? Ja, si predstavljaš po stopnicah? Ne, si ne. Ok, to, ki imam že napisano. A veš še kaj mogoče? Ja. Ena zanimivost še. Okay. Konji so imeli in še vedno imajo vlogo na tem svetu. Celo danes so še v nekaterih državah pomembni za preživetje. Pri nas pa so bili še slabih 100 let nazaj.
Predvsem v kmetijstvu reja konj je imela nekoč pomembno vlogo, v smislu rabe konj za delovna opravila na kmetiji. Te pa so nato zamenjali kmetijski stroji. No, naj vam za konec še zaupam, da imamo tudi v Sloveniji avtohtone slovenske pasme konj. Wow. To so lipicanec, posavski konj in slovenski hladnokrvni konj. Wow. Lipicanci slovijo za najlepše in najbolj romantične konje na svetu. Vabljeni na čudovit izlet v prelepo Lipico. Kako je lepo. Ful je lepo. Čeprav, veš, tam so konji tudi veliko zunaj, a ne? In ne sedijo tako. Kakšne lepe pašnike imajo, si videl? Ja, pa si opazila nekaj? Oni ne sedijo tako na kavču, kot mi. Ne. Oni se zunaj igrajo. Ja, skozi se igrajo. Ja, jaz predlagam zato, da gremo tudi mi ven, na zrak, in se gremo igrati tudi mi nekaj, da ne bomo samo sedeli na kavču. A prav? Ja, Kar pejmo, ja. Pejmo. zmenjeno. Živjo, danes se bomo igrali igro Kdo lovi. Pravile igre so taka. Nekdo lovi, ostali tečejo, tisti, ki je ujet, počepne. Igra se konča, ko vsi čepijo in so ujeti.
Danes smo veliko izvedeli o konjih. Tudi to, da spadajo v družino kopiterjev, kamor poleg konjev spada še osel, polosel in zebra. Spoznali smo tudi veliko o ponijih, ter vem, da deklice obožujete samoroge. In kako se vsem tem reče po angleško? Let's learn. Naučimo se. Konj, horse, horse, osel, donkey, donkey, polosel, have, donkey, have, horse. Po angleško rečemo polosel, polkonj. Have, donkey, have, horse. Zebra, zebra. Pony, pony, pony. In samorog, unicorn, unicorn. Pa ponovimo še enkrat. Konj, horse, horse. Osel, donkey, donkey. Polosel, have, donkey, have, horse. Po angleško rečemo polosel, polkonj. Have, donkey, have, horse. Zebra, zebra. Pony, pony, pony. In samorog, unicorn, unicorn. Dobrodošli v Spidijevem kotičku. Spidi nam sporoča, da pridno piše pesmi in snima videospote za mlade talente. Če si želiš pesmi in spota tudi ti, Spidi za to z veseljem poskrbi. Spodaj na ekranu je izpisana številka in naslov Spidija, na katerega se lahko obrnete. S pesmico Moja mama carica se nam bo predstavil Leo Ogrizek. Ko sem še mali bil, prej mame mleka pil, na prvo kahlo, prvo topno se popil. A mi na živce gre, ko pade spomni se, tako sem se redil, tole mama ve. Pa jaz sem tak kričal, se doktor je prigmal, tra la 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 la. Moja mama carica se obvlada bitnica, a ta brat in sestrica skušno kufarila. Moja mama carica, a ta tura Nemčija, prije situacija, da sem kot Kevin, sem doma. Sem mali sin gospod, nastopa vsakovsod, v srcu pa še vedno mami sem falot. Trmaš kakor bik, a fakt se zastopi, nikomor se ne dam, ljubico že imam. Daj mama spomni me, kako rodil sem se, ra la 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 la. Moja mama carica se obvlada bitnica, a ta brat in sestrica skušno kufarila. Moja mama carica,
svet obiskuje 6. razred glasbene šole Celje, kjer se uči igranja na harfo. Njena mentorica je Erika Frantar. Erika pravi, da je velik talent in prejela je že veliko nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih. In danes bomo z veseljem pogledali, kako igra na harfo. Učenci in učenke glasbene šole Pustotnik so posneli videospot z naslovom Šofer Slavc. Pa si poglejmo. Pri srcu mu toplo je, ko zagleda kamion, saj kmalu za en teden spet postal njegov bo dom. Že kličejo ga tuje ceste, ki ima jih rad, na poti srečanje, čeprav nikdar ne bo bogat. Po pameti in po predpisih vozi dan na dan, le vodo pije in ustavi se, ko je zaspan. Ker lepi mlad je, deklice ga rade vidijo, a ena čaka ga, srce mu bije le za njo. Naš Slavc ne vozi barke, ko vozi kamion. Ne mara milijonarke, ker ljubi ženo dom. Naš Slavc se ne huduje, se ne drži grdo, z veseljem gre na tuje, domov pa z radostjo. Se bo najprej bo v posteljo zavil, naslednji dan s prijatelji kozarček bo spil. Saj domu to že hudo se na hitro pozdravi, v vaški krčmi in zvečer domači postelji. Naš Slavc ne vozi barke, ko vozi kamion. Ne mara milijonarke, ker ljubi ženo dom. Naš Slavc se ne huduje, se ne drži grdo, z veseljem gre na tuje, domov pa z radostjo. Naš Slavc se ne huduje, se ne drži grdo, z veseljem gre na tuje, domov pa z radostjo. Vas zanima, kako sem naredila samoroga? Čisto preprosto. Potrebujemo barvni papir,
Če imate doma kakšnega debelejšega ali pa iz kakšnega koledarja, lahko vzamete tistega, če je na eni strani brezbarven, brez slikic. Zato, da bo naš samorok lepše stal, potrebujemo malo trši papir, to je 200 gramski. To bodo mamice vedle, ostal papir pa je lahko 80 gramski oziroma malo tanjši. Kar cel list papirja bomo porabili in sicer bomo na enem koncu dobro pomazali tam 4 cm, 3, 4 ali pa celo 5. Dobro premažemo z lepilom. Zdaj pa le ta del prilepimo od roba do roba lepo, pogledamo, da je poravnano. Tako, sedaj dobro prilepimo. Vidite, zato, da bo naš samorok stal. Sedaj pa potrebujemo njegov smrček. Kakšne barve bo smrček? Smrčka bom izbrala kar roza barve. Ga narišemo, tako elipso. Tako, lahko je tudi malo večji, sem morda malo premalega narisala. Tako, to bo naš smrček in izstrižemo. Narišemo mu še usta in pa nosek. To prilepimo na telo samoroga. Obrnemo, namažemo. Samorog potrebuje oči. Vzela bom bel papir, narisala oči. Strižemo. Samorog potrebuje ušesa in pa seveda ta njegov slavni rog, zato da mu lahko rečemo samorog. Imamo rog, ušesa, sedaj pa potrebujemo še barvno grivo in pa barven repek. Zato sem tukaj izstrigla take lepe trakove, še malo jih bom, različnih barv, velikosti, širin, dolžin. Kar veliko, ker jih bomo potrebovali. Tako. In jih nalepimo, tukaj nalepimo grivo, spodaj pa repek. Tukaj bo griva in tukaj bo repek. Pa kar tukaj notri, jaz bom kar tukaj notri z lepilom pomazala. Tako, tukaj pomažemo z lepilom. In lepimo grivo. Poglejte ga, kako je prisrčen, naš samorog. Sedaj pa le veselo nedelo in seveda izdelke nam pošljite na naš Facebook, Instagram profil ali pa kar na naš spletni naslov, ki je napisan tukaj spodaj. Veselo ustvarjanje! Danes pa vam bom pokazal prav poseben trik s pomočjo rolice WC papirja, ja, in pa vrvice. Tako. Najprej vam bom trik pokazal, potem vam ga pa še razložim. Velja? Zato le dobro gledajte. Tako, najprej bom naredil majhno zanko in potem bom to zanko skupaj z vrvico položil v moj tulec. Takole, a vidite? In sedaj dobro gledajte, kaj se bo z zanko naredilo. A ste videli? Imam čarobni tulec in zanka je izginila. Ja, najbrž vas zanima, kako mi je to uspelo, ne? Ja, seveda, da vam pokažem. Poglejte, v tulcu iz WC papirja, ne, si naredite eno takšno luknjico, s škarjami odrežete, da boste dobili lahko noter vaš palček.
Okay? Ampak tega ne smete pokazati tistemu, kateri bo ta trik gledal. In potem seveda najprej primete takole in rečete, da imate prazni tulec. In vsi bodo mislili, da je tulec res prazen. Potem potrebujete še eno majhno vrvico, lahko je daljša, lahko je krajša, poljubnih velikosti, barv, kakor želite. In tudi vi rečete, da najprej boste pokazali trik, potem pa mogoče še razložili. No, za začetek potrebujete narediti takšen majhen vozel in tale vozel boste potem dali v tulec. Tulec boste pa prijeli tako, da boste palček dali v luknjico in potem date notri vrvico. Pokažete seveda, da imate še vedno zanko, in potem, ko boste pa vrvico potegnili ven, pa s palčkom zadržite tukaj, kjer je zanka, in potem se bo zanka avtomatsko odvrtela in več zanke ne bo. Položite WC rolico na podlago ali jo pa imate lahko skozi v roki in rečete, poglejte, zanke ni več, trik mi je uspel. Tako, sedaj pa veste, kako te gre. In prepričan sem, da z malo truda in z malo vaje vam bo uspelo še veliko boljše, kot je meni. Pridno čarajte in naslednjič zopet nov trik. Petka. O, Tjaša. Ja. To si zdaj, da moram jaz kaj zlikati? Mislim, zložene majčke so že, vidim. Sam mislim, da so potrebne likalnika, ampak ne danes. Zakaj si me sem zdaj poklicala? To je pa spet nama zagodel Miha. A res? Ja, spet mi je dal nov izziv minute. Aha. In sicer to igro se pa lahko igrate, ko vas zebe. Boš videl zakaj? Ne, zdaj ne zebe, ampak okej. Vem, tudi mene, mi je kar vroče. In še bolj mi bo. Majčke so tukaj zato, da jih bova midva oblekla. Okej. In? Ampak ne, da bi se midva zdaj slekla, ampak kar eno čez drugo. Ko oblečeš eno, daš potem naslednjo in spet naslednjo in spet naslednjo. In sicer v 1 minuti, koliko majčk lahko oblečeš. O, Tjaša, lej, to je pa moja najljubša majčka. Ja, vem, zato sem ti jo dala tukaj. Ja, lej, kaj gor piše. Harmonika Butolen. Tako, harmonika Butolen. To so moje najljubše harmonike, drugače. Ja, sem jo poskušal že igrati. Ampak veš, kdo mi je to majčko dal? Kdo, ne vem. Moj prijatelj, Tomaž Pustotnik. Ja, on je ful dober harmonikaš, a veš? Ja, je. In njegove najljubše harmonike so harmonike Butolen. Ja. Tako, in drugače on ima tudi glasbeno šolo, sem tudi tam že bil, pa harmonikarski orkester imajo in ful veliko otrok se pri njem uči. In sem rad prijatelj, veš, tam z otroci. In smo se igrali, pa jaz imam kitaro, tudi igram oni na harmonike in smo zaigrali eno skupaj. Super. Ja. Tako da res sem vesel, da si mi nastavila tukaj gor na vrh mojo najljubšo majčko. Ja. In zdaj si jo lahko oblečemo, ne? Ja, kar daj. Potem za njo in potem spet še ostalih ne vem koliko. Da vidimo, kdo obleče več majčk v 1 minuti. 60 sekund je to, ne? Tako. A kar greva? Greva, pazi. Dobiva znak. Na 3, 4, zdaj. Pa začniva. Pa ja, to si jo moram čez glavo dati gor. Ja, kako pa? Ja, to je pa težko. Charlie. Ker ima Charlie klobuk. Kako pa si ti zamislil to? In to bo šlo zelo težko čez klobuk, ampak da vidimo. Kako so to tesne majčke? Charlie, pa ne moreš čez klobuk vleči. Ja, lahko. Ne, obraz se mora videti, Charlie. Ja, kuku. Ne, daj. Daj klobuk dol. A res? Ja, kako pa boš to oblačil? Ja, dej, Zdaj no minute teče, ja, pa Charlie. Sej lahko, no. Ne bova nič oblekla. Daj, Charlie, no. Kaj me bo spet premagala? Ja, glej, če se ubiraš. Joj, ne bomo pa vsi videli mojo frizuro. Jaz imam že drugo na sebi. Ja, jaz jih imam tudi 6. Še bolj mi je vroče, poglej. Tretja, prihaja. A ste videli, kako lepo piše? Ja. Ampak ta je pa napačno zložena. Ne, ni. Kar pogled. Ja, a sva že končala? Konec. Glej, jaz imam 2. Koliko pa jaz? 1, 2 in 3,5. Ja, ampak čakaj, poglej, jaz imam 1, 2, 3. Ja, prav, premagal si me, ker imaš še prej oblečen. Ne, smo malo se hecala midva to, čakaj, tole. To je drugače zelo težek izziv, sploh če imate klobuk, ne? Tako, ko ga imam jaz. Ja, ali pa polno rožic na oblekci, pa špangice.
Ne? Ja, ampak čeprav mene ful to zdaj zanima, kako se Miha lahko to igro igra, če pa tako velik, ful večje Se veš, kakšne majčke ima on, ja. Ja, nič, lej, meni je glavno, da imam svojo najljubšo majčko oblečeno, a ne? In, Ja, nič, otroci, vi pa tudi doma poskusite. pa brez klobuka, prosim, Brez ker ste klobuka. ful bolj hitrejši, okej? Pa sporočite nama, kakšen je pa vaš rezultat, koliko majčk ste oblekli. Lahko se pa tudi kaj posnamete, pa nam pošljete vaše posnetke, pa Ja. slikce in pošljete kar tukaj dol na mail, ki je objavljen od spodaj. Na mail ali pa na Facebook in bomo objavili na Facebook ali pa na Instagram. Čau! Otroci, danes imam za vas pripravljeno lepo rusko ljudsko pravljico Medved išče pestunjo. Pred mnogimi leti je živel medved s kopico otrok. Ker ni imel žene, je ves dan do ušes tiščal v delu. Že navse zgodaj je moral v gozd po drva. Kdo pa naj medtem pazi majhne medvedke? Zato se je odločil, da poišče otrokom pestunjo. Medvedkov vendar ne more pustiti samih. Koliko nesreč se jim lahko pripeti med tem, ko ga ni doma. V igri lahko drug drugemu do smrti izpraskajo oči ali pa si pogrizajo ušesa. Ne in ne, tako ne gre več. Poiskati jim moram pestunjo, je rekel. Medved je s piškoti napolnil vrečo, si je zavihtel na ramo in se odpravil na pot. Najprej je srečal vrano. Dober dan, medved, kam pa kam? Ga je vprašala. Pestunjo za svoje medvedke iščem, dela imam čez glavo in ne utegnem paziti na otroke, same jih pa ne moram pustiti doma, so še premajhni. Kaj pa nosiš v vreči? Je vprašala vrana. Piškote? Za 3 piškote postanem pestunja tvojim medvedkom. Hočeš? O, ne tako hitro, botra vrana, je menil medved zamišljeno. Piškote ti privoščim, toda kdo ve, če bi jih res znala paziti, te moje medvedke. To je vendar čisto lahko, kra, je zakrakala vrana. Vse, kar je treba narediti, je to, da jim zvečer zapojem. Kra, kra, kra. Ne, vrana, za svoje medvedke iščem drugačno pestunjo, je rekel medved in krenil dalje. Srečal je volka. Dober dan, medved, kam pa kam? Iščem nekoga, da bi mi varoval otroke, kadar mene ni doma, je rekel medved. Kaj pa nosiš v vreči? Je vprašal volk. Piškote. Za 3 piškote sem pripravljen postati pestunja tvojim medvedkom. Ne tako hitro, boter volk, je menil medved zamišljeno. Ali misliš, da je lahko biti dobra pestunja malim medvedkom? Jaz ne vidim pri tem nobenih težav, je odvrnil volk. Zvečer jim bom zatulil v spavanko in bo, poslušaj takole. In volk je zatulil, da si moral medved zatisniti ušesa. Je tulil. Ne, volk, za svoje medvedke iščem drugačno pestunjo, je rekel in krenil dalje. Srečal je zajčka. Dober dan, medved, kam pa kam? Pestunjo za svoje medvedke iščem. Dela imam čez glavo in moji otročički potrebujejo nekoga, ki bi jih popazil, kadar me ni doma. Kaj pa nosiš v vreči? Je vprašal zajček. Piškote? Za polno vrečo piškotov postanem pestunja tvojim medvedkom. Hočeš? Že, je rekel medved. Toda, zajček, ali znaš varovati majhne otročičke? Seveda jih znam, je zaklical zajček. Tvoje medvedke bom zbral lepo okrog sebe in jim dejal. Ljubi mali medvedki, moji mali kosmatinčki, lepo tiho bodite, nikar ne renčite in nikar ne copotajte naokrog. Očka vam bo prinesel iz gozda medu in malin
Jaz pa vam bom zdajle povedal pravljico, da ga boste lažje počakali. In pripovedoval jim bom pravljice in jih čohljal po okroglih trebuških in mehkih kožuščkih. Medved je z odprtim gobcem poslušal zajčkove besede in je bil z njimi zelo, zelo zadovoljen. Kupčija je sklenjena, je dejal, prav gotovo boš odlična pestunja. Seveda bom, je prešerno zaklical zajček. Sedaj pa mi pokaži, kakšne piškote imaš v vreči. Medved je odprl vrečo in zajček je vtaknil glavo vanjo. Joj, medenjaki so, je zadovoljno zaklical zajček. Te imam najrajši. Ovohal je vsak piškot posebej, sem in tja tudi kakšnega poskusil, nato pa vrečo zavezal in si jo nadel na hrbet. Pa pojdiva, je rekel medvedu. Medved je odpeljal zajčka v svojo votlino k medvedkom. Ljubi moji malčki, jim je dejal, pripeljal sem vam pestunjo, glejte, da boste pridni in ubogljivi. In zajček si je v medvedji votlini uredil udoben kotiček in pazil na medvedke tako dolgo, dokler niso odrasli in postali veliki kot njihov očka. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo, ne vihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovni